Misli iz Biblije. Peter je občudoval čudovit avtomobil v izložbi. Preštel je prihranke in se odločil: moj bo. Stopil je k prodajalcu, podpisal pogodbo in se z novim jeklenim konjičkom odpeljal domov. Prva vožnja ga je neizmerno navdušila. Z lahkoto je prehiteval druge avtomobile. Kakšen stroj se je navduševal, ko je dodajal plin. Doma je še celo uro sedel v avtomobilu in užival v pogledu. Naslednje jutro je Peter v garažo nesel različna sredstva za čiščenje avtomobila. Najprej je avto posul s peskom, nato je vzel brusni papir ter pazljivo zbrusil vsak centimeter. Tako je delal zagotovo 2 uri. Potem se je lotil notranjosti. V zalivalko cvetja je zmešal prašek za pomivanje posode, prašek za pranje perila in s to mešanico dobro poškropil notranjost. Z brusnim papirjem je očistil še steklo, les in plastiko. Nato je odprl pokrov motorja, da bi preveril, ali je vse na svojem mestu. Odščipnil je nekaj žic, ki mu niso bile všeč. Bencinski in oljni filter sta se mu zdela mastna, zato ju je opravil in napolnil z vodo. Ventilator je z nekaj udarci s kladivom spustil na ustrezno višino. Naslednjih nekaj dni je Peter začel opažati, da z njegovim 4-kolesnikom nekaj ni v redu. Motor se ni več zavrtel, radio je bil gluh, poskušal je ugotoviti vzrok za težave, toda brez uspeha. Tudi njegovi prijatelji avtomehaniki mu niso mogli pomagati. Bil je obupan. Ko je poskušal najti vzrok težav, je Peter po naključju odprl predal na sovoznikovi strani in našel majhno knjigo. Na njej je pisalo: Priročnik za uporabo. Odprl jo je in bral. Dlje ko je bral, o vzdrževanju avtomobila resnejši je postajal. Na koncu je bil popolnoma osupel. Če naj bi verjel knjigi, ki se imenuje Priročnik za vzdrževanje, je bil popolnoma v zmoti. Nekje na dnu zadnje strani je Peter opazil naslov in telefonsko številko proizvajalca. Na pomoč je poklical strokovnjake. Kaj mislite, kakšen bi bil videti človek, naš planet in kakšno bi bilo naše življenje, če bi se držali svetih nasvetov iz priročnika za človeštvo, ki ga imenujemo Sveto pismo? Kako bi bilo, če ne bi bili sami svoji mojstri? Toda ne obupajte, ni še prepozno. Odprite Sveto pismo in ga berite. Je namreč od Boga navdihnjeno in koristno za pouk, za prepričanje, za poboljšanje in za vzgojo v pravičnosti, tako je zapisal apostol Pavel svojemu učencu Timoteju. V Svetem pismu je vse razloženo. Napisan je celo način, kako lahko stopite v stik s stvarnikom. Morda ne bomo spremenili sveta, toda spremenili bomo svoje življenje in tako naredili prvi korak v srečanju z našim stvarnikom. Misli iz Biblije. Željko Bošnjak, Alenka Plevnik, Metka Jakšič, Mitja Krže in Tom Mlinar vas do prihodnjič lepo pozdravljamo. Nasvidenje.